pozdrav, zahvaljujem se organizatorju za to povabilo. Jaz sem danes tu, da bi predstavila projekt Seenage, oziroma to je Seenage, evropski film za dejavno staranje. Kot vidite, luč, kamera, akcija s filmom do nove podobe staranja in seveda tudi starosti. Kako pa to bi se jaz nekaj znam? Pardon. Gremo mogoče nazaj, da smo nazaj šli. Nimam take. Ja, to je predstavitev projekta. Mi smo hoteli v parih besedah povedati, zakaj gre. Rekli smo, da Seenage omogoča vznemirljivo učenje. Torej, to učenje je res bilo vznemirljivo v poznejših letih življenja in da starejše vabi, da kritično analizirajo evropske filme in da doživijo ustvarjanje filmov v praksi. To se pravi, najprej smo hoteli videti, kakšna je bila ta filmska produkcija, potem pa tudi, kako film nastaja, zato da bi ga boljše razumeli, da bi boljše razumeli filmsko govorico, da bi vstopili v to vizualno komunikacijo, ki je najpomembnejša komunikacija v tem stoletju. Torej, mi smo se morali seveda pri tem nasloniti na, torej pri Seenageu gre za to, da pogledamo, koliko je v evropskih filmih obravnavana dejavna starost. To se pravi, ne ta patološka starost, o kateri smo danes veliko slišali, bolezni, smrt, zaključek življenja, ampak eno normalno nadaljevanje življenja tudi recimo po upokojitvi. In imeli smo na razpolago več politik, kajti dejavno staranje je evropska politika, v tem trenutku tudi najpomembnejša politična vizija za starejše ljudi oziroma za to starejše obdobje. In ko smo se hoteli nasloniti na te politike, na politiko OECD-ja, na politiko Evropske komisije in pa Svetovne organizacije zdravja, Svetovne zdravstvene organizacije, smo pravzaprav ugotovili, da prvi dve ustanovi instituciji nam niste dali prave podlage, ker obravnavata dejavno staranje samo z ekonomskega vidika, daljše delovno obdobje in tako naprej. Medtem ko Svetovna zdravstvena organizacija nam je dala bolj ta individualni pogled na starost, na starejšega človeka in na to, kakšne zmožnosti človek potrebuje v tem obdobju, zato da bi se lahko dejavno staral. Jaz se oproščam, mislim, da sem bila tako utrujena včeraj zvečer, da sem nenadoma začela pisati v angleščini. Skratka, mi smo se odločili za nekatere kompetence, ki jih bomo v filmih tudi prikazali. To se pravi, eno čustveno zmožnost starejših ljudi, tehnološko, učno zmožnost, zmožnost vzdrževanja zdravja, razumevanja zdravja, zmožnost biti dejavni državljan. In zdaj, kaj smo pravzaprav odkrili? Partnerji smo bili 8Learn, to je ena organizacija iz Portugalske, ki se ukvarja z najrazličnejšimi projekti. Potem Leeds Beckett University, ki ima svojo filmsko šolo, ena Centro Studi Città di Foligno, to je organizacija, ki je pravzaprav občina, tam blizu Firenc, in pa Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje. Torej, projekt je bil pravzaprav ogromen, zelo veliko se je v tem projektu dogajalo in imel je tudi veliko odmevnost, ravno zato, ker je vizualen. In ravno zato, ker so ga starejši pravzaprav vodili sami, pa tudi zato, ker je bil, pa nismo tega pravzaprav posebej nameravali, medgeneracijski projekt. Torej, šlo je za sodelovanje med AGRFT, Slovensko univerzo za tretje življenjsko obdobje, in pa Slovensko kinoteko. Dejavnosti je bilo tu zelo veliko. Mi smo začeli z analizo evropskih filmov,
O dejavnem staranju lahko vam rečem, da je bilo to pravzaprav zelo težko, torej bilo težko najti take filme, zlasti v določenih državah. Vedno smo naleteli na filme, ki obravnavajo smrt, kvečjemu upor proti institucijam, upor proti domu starejših, pobeg iz doma starejših in potem seveda ljudje se zaljubijo, na koncu umrejo. To je recimo scenarij, ki ga v različnih različicah srečujemo vsepovsod. Na koncu smo zbrali tako imenovane žariščne skupine, po posameznih državah smo zbrali 12 filmov, vsega skupaj ne več. Before Twilight, se pravi pred brakom, sobrakom, potem Mid-August Lunch, torej kosilo v avgustu, recimo v prevodu, Povratne steklenice Jana Sferaka. To je film, ki govori o tem učitelju, ki hoče delati po upokojitvi, pa mu to seveda tega ne dovolijo. Oziroma celotno okolje pritiska nanj, da je zanj delo prenevarno, neprimerno, da ga utruja. Slovenski film Srečen za umret je bil zelo dobro sprejet. Kljub temu, da vsi ti filmi niso imeli kakšne posebne umetnostne vrednosti. Ampak dobro, podpirali so predstavitev teh zmožnosti, ki sem jih navedla prej. Seveda The Best Exotic Marigold Hotel. Torej ta film so doživeli Angleži kot zelo imperialen, kot nadvlado Angležev nad Indijci. Recimo mi v Sloveniji tega nismo videli. Tako kot ste rekli, Barbara, mislim, res film odpira vse možnosti interpretacije in mislim, da je zaradi tega tudi izjemno dragocen. Ja, lahko, samo toliko, da pogledamo, kaj so bile recimo dejavnosti, torej te fokusne oziroma žariščne skupine, ki so nam marsikaj dale. Recimo naši udeleženci v teh skupinah so rekli, da je izjemno dragoceno, da sploh vidimo, kaj je dejavno staranje, da bi lahko naredili tudi reklame za dejavno staranje, skratka, odpira se veliko možnosti. Potem smo pripravili tečaj in učbenik in smernice za učitelje, imeli smo potem tudi pilotne izvedbe, seveda, ki smo jih spremljali z ne vem koliko poročili, razne predstavitve, končno konferenco v kinoteki in pa potem v Licu in filmski festival v Licu in potem smo bili povabljeni še na druge festivale, recimo v Frankfurt in tako dalje. Kaj je recimo bil glavni cilj tega projekta? Mi smo pripravili to gradivo CNH, kjer so vse te dejavnosti oziroma rezultati na nek način zbrani. No, to je ta končna predstavitev na konferenci v Licu. In zdaj bi vam, no, to, kar pa je bilo seveda predvsem zanimivo v tem projektu, pa je bilo delo mladih mentorjev, ki še nikoli niso delali kot mentorji, to študentov AGRFT in pa potem tudi naših študentov, ki so bili v vseh vlogah. Bili so režiserji, bili so scenaristi, bili so garderoberji, bili so asistenti režije, če hočete, in te vloge so menjavali med seboj. Rezultat, mogoče bi si majčken en delček tega pogledali, to je del... Da prvi začnem? Prosim. Pozdrav na današnjem srečanju Evropski film in dejavno staranje. Najprej vam želim v letu 2015 veliko filmskih uspehov, če smo že na tej temi. Torej, danes se začne naše sodelovanje z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo. Da vam predstavim vaše predavatelje in mentorje v tem filmskem delu. Tu zraven mene je Katarina Morano, ona je Ti imaš čas režijo. Ja, potem je Jerca Jerič, prosim.
Potem je Andrej Avanzo bo imel montažo, Maja Križnik scenarij in Max Sušnik posnemanje. Delček tega filma, ki so ga študentje sami naredili, ki prikazuje zakulisno delovanje. Šli pa bi mogoče potem naprej na Nalezljivo veselje. To je eden od filmov. To je bilo seveda za nas zelo veliko odprtih problemov, kako snemati z malo denarja, kako zapreti neko ulico, kako napraviti stavbo, kako izbrati glasbo, ki bo predraga. Študentje so sodelovali tudi v postprodukcijski fazi, pri montiranju filma, potem so Dobar dan, limone vi, če imate? Pa še to mi dajte. Super, najlepša hvala. Še kovančke izvolite. Svidenje. Svidenje. Franci, daj mi 2 limoni. Kaj je? Še ni prišla?
Daj, ne me zajebava. Dober dan, kilo Dan. pomaranč, prosim. Po koliko so? €1,50. Pa so vsaj dobre, ko so tako drage. Zelo sočne. Evo. Hvala. Svidenje. Živjo, O, živja. bom kar klasika. Imam že pripravljeno. Hvala. Pa še kilo jabolk bi. Greš se stelovati, ne? Ne, na ples ne hodim. Pa sem najstarejša tam. Jo, pa kaj pol? Ples je pa ja nekaj najlepšega. A vi plešete? Jaz sem prej plesal, kakor shodov. Das bo. €4. Svidenje. A vas lahko vprašam, mislim, bi se mogoče inspirirala pri Barbari, kaj pa vam ta film pove, no? Recimo o starejših ljudeh. Prosim? Čustva so vedno prisotna, torej v naših mislih je bila to emocionalna kompetenca. Ja, čustva so vedno prisotna, mogoče še kaj drugega. Ja, mi smo dobili zelo silno različne reakcije. Recimo, ko smo ta film predvajali na neki konferenci o srebrni ekonomiji, pravi eden od predsednikov neke naše zbornice in pravi, ja vidite, starejši imajo tako malo denarja, da ko jih pravi 4 evre, mislim, ona tako prizadeka, da kar odide. Film pač odpira zelo veliko različnih interpretacij, dosti bolj kot besedilo, bi rekla. Jaz vas ne bom več zadrževala, dobili ste en vpogled v ta program, torej ta projekt Sineč, Evropski film za dejavno staranje. Mogoče samo eno vprašanje, kaj pa je dejavno staranje za zaključek. Ja, običajno pravzaprav ne znamo na to odgovoriti, ne. To je pravzaprav čisto normalno življenje, ker se ljudje povezujemo z drugimi generacijami, kjer je naše življenje prepleteno z življenjem drugih. Dejavno staranje je mogoče takrat, ko je, mislim, je tudi odvisno od tega, kakšno zakonodajo imamo. Če imamo zakonodajo, ki preprečuje starejšim ljudem, da vstopajo v javni prostor, ki preprečuje starejšim ljudem, da so zaposleni,
ki jim pove, da lahko delajo samo 60 ur, ne vem, na koliko časa, da smejo zaslužiti toliko in toliko, da smejo opravljati samo dela, ki niso kvalificirana. Potem seveda je težko govoriti o dejavnem staranju in tudi to povezovanje generacij na nek način ni mogoče. Mi bi si želeli, da gremo v spreminjanju zakonodaje dalje in da ljudje ostanejo po upokojitvi en normalen del družbe, da te družbi nekaj dajo in da od te družbe tudi nekaj prijemajo. Torej, normalno dajanje in prijemanje je tisto, kar nas navezuje na druge ljudi. Hvala lepa za pozornost.